Device, lepo pozdravljene v moji družbi. Z vami sem Teja in za vas bom pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec marec 2021. Jaz sem karte že lepo zmešala, tako da bomo kar začeli. Zdaj, pred začnemo bi rada samo še opozorila, da so to splošne napovedi, zato pač spremi tisto, kar se poistoveti s tabo in tvojim življenjem. Ostalo pa enostavno ignoriraj. Evo, zdaj najprej bomo pogledali mesec februar, da vidimo, kaj se v mesecu februar dogajalo tistega pomembnega, kar se bo nekako nadaljevalo in izoblikovalo še naprej v mesecu marcu. In potem bomo pogledali za vsak teden posebej. Zdaj, kot mesec februar imamo sedmico mečev, prvi teden marca imamo devetico novcev, drugi teden marca desetico novcev, tretji teden marca viteza kelihov, četrti teden marca pa karto luna. Okay. S temi kartami bomo pogledali konkretne dogodke, kaj se bo dogajalo v vaših življenjih, da bo v vas podrčalo taka čustva. In s temi kartami bomo pogledali lekcije, torej zakaj se vam dogajajo vsi te dogodke, ki se vam dogajajo in kaj življenje hoče, da se od njih naučite. Torej, mesec februar je videti kot nek mesec, ko ste imeli precej nekih bremen na hrbtu. Mogoče se vam je zgodilo nekaj, da tukaj je videti, kot da ste nekako ste se spopadali z dosti nekimi, mogoče ne ovirami, ampak dosti nekih, ne vem, jaz tule vidim neke misli, ki so bile ki so vam nekako predstavljali neko breme in nekako ste hoteli najti, kot da bi rekla, kot da, ne vem, iskreno te karte zaenkrat še ne razumem. Dajmo pogledati, kaj se je dogajalo in bo potem mogoče bolj jasno. Tukaj imamo štirko palic, karto moč in sedmico palic obrnjeno narobe. Torej, jaz bi rekla, da za večino devic se je dogajalo nekaj na vašem družinskem področju. Tukaj ste hoteli dobiti nekaj, torej ta karta bi rekla, da kot da ste hoteli dobiti nekaj več kot, ali pa mogoče ste nekaj začeli odvijati in kot da ste hoteli zagrabiti vse, ampak nekako niste mogli priti do tistega nekega končnega cilja, tako nekako bi rekla. Se pa je precej dogajalo v vašem na vašem družinskem področju ali pa na področju odnosov, ker ste mogli tudi pokazati neko svojo moč. Moč, da v bistvu lahko kontrolirate svoja čustva, da lahko kontrolirate svoje strahove, svoje nagone, torej da ne reagirate v bistvu pod vplivom nekih strahov, pod vplivom nekih dvomov ali pa kaj takega, ampak da nekako ohranjate tisto vašo notranjo moč in se spopadate z vsemi izzivi, ki so vam recimo prišli na pot. Tukaj videti, da je bilo nekaj tudi, lahko neka oseba ali pa neki dogodki, neke situacije so od vas zahtevali, da pokažete, kje so vaše meje. Zdaj, nekatere device ste bile uspešne, nekatere mogoče malo manj, ker imamo karto obrnjeno narobe, ampak dajmo pogledati lekcije, da vidimo. Imamo petico mečev in obešenca. Torej, vaša lekcija je bila tukaj, da pokažete svoj karakter, da pokažete tisto, kar vam, mislim, da nekako se zavzamete zase in za svoje pravice ali pa za svoje resnice, za svoje želje, da nekako pokažete tukaj neke ostre meje in tudi bi rekla, da je življenje zahtevalo od vas, da ste tukaj totalno iskreni, tudi če bi nekako mogli nekoga, tudi če ste nekoga prizadeli, ste nekako življenje zahtevalo od vas, da ostanete iskreni. In hkrati, da pogledate stvari iz druge perspektive, torej da ni vedno vse tako, kot ste si mogoče do zdaj predstavljali, da mogoče obstaja tudi neka druga pot, druga varianta, nekako drugačen pogled na celotno situacijo. Tako, to je bilo nekako v februarju, dajmo zdaj pogledati, kaj se bo dogajalo v marcu. V prvem tednu marca videti, da boste device našli neko notranjo mirnost, videli boste, da se življenje odvija v neko pravo smer, čutili boste neko samozavest, ponos, veselje, zelo možno, da se nekaterim devicam celo uresniči kakšna lepša želja, mogoče kakšen večji uspeh. Dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo. Imamo šestico kelihov, pravico in
kraljico kelihov obrnjeno. Torej, ja, definitivno bo v prvem tednu nekaj prišlo do nekega ravnovesja. Karta pravica dostikrat kaže na zaključek neke karmične lekcije. Torej, kadar zaključimo nek dogodek, ki se nam ves čas ponavlja, ali pa kadar imamo neko negativno izkušnjo iz preteklosti, ki smo jo potlačili in jo potem damo na dan, predelamo, razčistimo in se potem naše življenje postavi v ravnovesje. Zdaj, tukaj imamo šestico kelihov, kar je nekako karta preteklosti. In jaz mislim, da v prvem tednu marca se vam bo zgodilo nekaj, da boste v bistvu pripravljeni na preteklost pogledati z drugačnimi čustvi. Torej, ne več z nekimi negativnimi čustvi gledati na neke, torej nekako boste spoznali, da nehali boste gledati na neke pretekle dogodke z negativnimi čustvi. Nekako tako. In ravno to vam bo v bistvu dalo neko novo zavedanje, neko novo mogoče znanje ali pa neko spremembo bo prineslo vaše življenje, kar vam bo pomagalo, da življenje postavite v ravnovesje in nekako tukaj dosežete neko pravico. Torej, če ste bili recimo v preteklosti, recimo, da ste imeli kakšne, ne vem, recimo neke legalne probleme ali pa neko pogodbo, ki se nekako ni šla tako, kot ste pričakovali, recimo. In zdaj vidite, da boste nekako to razčistili, mogoče celo s to isto osebo boste nekako razčistili, kaj se v preteklosti dogajalo in to vam bo dalo v bistvu tisto, nekako dogovor prišlo bo do nekega dogovora, ki bo ustrezal obem stranem, nekako tako. In videti je, da vam bo to dalo tudi neke nove čustvene energije, da boste mogoče na življenje pogledali zdaj drugače, nekako bolj samozavestno in v bistvu boste v tej pretekli izkušnji našli neko zdaj mi pride na pamet beseda zaklad, kot da boste v tem dobili nek zaklad. Torej, jaz bi rekla, da iz te pretekle izkušnje se boste nekaj naučili, kar vam bo pomagalo v bistvu v prihodnosti. Dajmo pogledati še lekcije. Tukaj imamo trojko mečev in karto pravica. Ja, še enkrat imamo karto pravica, kar definitivno nakazuje na konec nekih karmičnih lekcij in izravnavo. Zdaj, ker imamo tukaj karto trojko mečev, nakazuje na to, da se boste mogli spopasti z neko bolečino iz preteklosti in jo tudi premagati in na tak način se vam bo potem odprlo neko novo obzorje in tudi videli boste, da je vaše življenje v bistvu točno tako, kot mora biti, da vse nekako poteka v pravo smer in definitivno vam bo ta celotna izkušnja iz prvega tedna dala ful neke notranje moči. Dajmo pogledati v drugem tednu. V drugem tednu imamo desetico novcev, kar nekako nakazuje na to, da se bo v drugem tednu pokazala luč na koncu tunela. Torej, če ste bili zdaj v nekem težjem obdobju ali pa če vas je na nek način življenje premetavalo gor in dol ali pa če ste iskali neko rešitev, pa je nikakor niste našli, je vedeti, da v drugem tednu boste prišli do tega novega obzorja, ko se vam bo pokazalo, v bistvu, ko se vam bo v življenju pokazalo, da ste že zelo, zelo, zelo blizu cilja. Mogoče nekatere device boste tudi deležne tukaj nekih lepih uspehov oziroma boste celo prišli na cilj. Dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo. Imamo cesarico, viteza palic obrnjenega in svečenik. Ja, definitivno bo ta teden za vas pomemben, ker imamo tukaj dve karti iz velike arkane, kar nakazuje na neke pomembne dogodke v vašem življenju. Ampak že v začetku drugega tedna je videti, da boste tukaj device zelo samozavestne. Ta energija, torej ta devetica novcev, ki smo imeli tukaj, se bo nekako nadaljevala in nadgradila v drugem tednu. Tukaj je obilje v bistvu na vseh področjih, obilje v ljubezni, obilje na financah, obilje v poslovnem področju. Tukaj bo nekako vaše življenje dobilo nek pravi smisel, mogoče boste nekako čutili neko mirnost, neko, ne bi rekla mogoče toliko mirnost, bolj v bistvu samozavest nad tem, kaj so se dosegli in to bo prvi dnevi drugega tedna bodo zelo tako udobni, nekako počutili se boste udobni v svojem telesu in v svojem življenju. In hkrati boste s tem dobili tudi nek nov zagon, mogoče se bo zgodil nek tak dogodek, ki vas bo nekako spodbudil, da greste proti nečemu novemu. Zdaj tukaj so lahko, ker imamo tukaj cesarico in svečenika, gre tukaj lahko tudi za kakšno trajnostno zavezo, to je lahko recimo poroka, lahko je neka bolj konkretna pogodba za neko recimo za nedoločen čas ali pa nekaj, kar je tako stabilnega. To je recimo lahko tudi neka pogodba za nepremičnine, če mogoče v tem trenutku iščete nepremičnine, ampak definitivno gre tukaj za neko zavezo, se pravi, nekaj se bo združilo z vami in tukaj boste potem tudi
Samo malo, da še seštejem. Ja, s tem boste tudi nekako uspeli zaključiti nek cikel in ga nekako. Ja, evo, imamo še. Ja, ta teden bo za vas, drugi teden bo za vas, device, zelo tak lep in tudi pomemben, ker imamo tukaj tudi karto zaljubljenca in karto mag, kar na nek način pomeni, da se boste združili z neko vašo osebo. Zdaj, to je lahko neka oseba, vaš partner, lahko je to poslovni partner, lahko je to združitev z vašim višjim jazom, se pravi, najdete svoj notranji glas in nekako dobite to moč, to v bistvu ta zagon, da se pomaknete naprej proti vašim ciljem. Tukaj boste v tem tednu nekako spoznali, da imate vse, kar potrebujete, da dosežete te svoje cilje. In recimo, če seštejemo te dve karti, dobimo številko 7, kar nakazuje na karto kočija. In karta kočija je v bistvu karta ostrega fokusa, ko veš, da se lahko zgodi kaj narobe, imaš neke dvome, strahove, ampak imaš tudi močno željo in nekako vse te energije, ki te vleče v eno in drugo stran, jih znaš usmeriti pač znaš fokusirati na svoj cilj in tudi iti direktno proti temu cilju. Tako da zelo dober drugi teden. V tretjem tednu imam potem viteza kelihov, kar nekako nakazuje na to, da boste mogoče malček bolj čustveni. Tukaj se lahko spet zgodi, da se ozirate nazaj v preteklost, ampak jaz bi rekla, da bo ta teden nasplošno tak bolj miren. Tukaj imamo zdaj znamenji za devico in tehtnico. Če recimo imate če je kakšna oseba v teh znamenjih, bo to še toliko bolj izrazito, ampak pač to ni nujno, ne. To ni za vse device tako. Tukaj imamo kot dogodke šestico palic, maga in kolo usode. Tretji teden bo za vas tudi zelo pomemben, kot vidim. Vsa ta situacija iz drugega tedna vam bo dala vas bo porinila proti neki zmagi, proti nekim uspehom. Tukaj boste čutili, da ste nekako na konju, da ste uspeli premagati neke določene izzive, ampak ker je karta obrnjena proti preteklosti, imam še vedno občutek, da boste tukaj v bistvu dobili moč, da nekaj še mogoče razčistite iz preteklosti. Je pa videti, da boste, pač karta mag tukaj spet kaže na to, da boste vedeli, da imate vse pod kontrolo, da imate vse možnosti, da vam nekaj uspe. In se potem tudi zaradi tega vašega zagona, zaradi te vaše energije, tukaj se zgodi nek dogodek, ki preobrne vaše življenje. Torej, nekaj se bo v vašem življenju drastično spremenilo. Zdaj, v katero stran se bo spremenilo, jaz bi rekla, to bolj odvisno od vaše vibracije, se pravi, če ste bolj pozitivni, imate bolj pozitiven pogled na življenje, se zna zgoditi, da se tukaj zgodi neka pozitivna sprememba. Če gledate na življenje bolj negativno, se lahko zgodi kaj negativnega, ampak v vsakem primeru bi rekla, da bo to nekaj dobrega. Pač tudi, če se vam bo zdelo negativno, jaz mislim, da vas bo to pripeljalo do nečesa lepšega. Dajmo pogledati še lekcije. Imamo asa palic in imamo zmernost. Torej, ja. As palic je karta, ki na nek način nakazuje na to, da vam bo življenje na pot dalo neko novo, odprlo vam bo v bistvu neko novo pot, tako. Neka nova pot se bo odprla, ki vam bo dala možnost, da svoje življenje nekako uravnovesite, torej karkoli, ja, v bistvu, da življenje uravnovesite do te mere, da boste nekako pripravljeni na spremembe. Ker tukaj se bo zgodila neka velika sprememba, zdaj kako velika bo, je spet odvisno za vsako devico, ampak videti je, da boste tukaj dobili neko energijo, neko moč, da uspete združiti nekaj, kar se vam mogoče v preteklosti zdelo nezdružljivo. Ne vem, upam, da ima kakšen smisel. Vse tole, okej. Zdaj pa četrti teden imamo karto luna, kar nekako nakazuje, da se boste v četrtem tednu spopadali z vašimi strahovi in dvomi. Zdaj, ta karta nekako kaže na to, da v bistvu, ko greš proti nekemu cilju in nekako prideš v neko obdobje, ko ne veš več, če greš v pravo smer ali ne, in nekako veš, da te srce vodi v pravo smer, ampak hkrati vsi dogodki, ki se odvijajo, ti nekako dajo nek tak občutek nekih dvomov, da se bo vse sploh karkoli šlo. Ampak dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo. Evo, kot sem že pri rakih rekla, je tukaj v bistvu ful zanimivo, ker mi pri dosti znamenjih vedno pridejo na koncu 3 karte in vse 3 karte so obrnjene narobe. Kar nekako meni nakazuje na to, da je v bistvu vse odvisno, device, kako se boste tekom meseca spopadali s temi
izzivi in s temi priložnostmi, ki bodo dostopile na vašo pot. Zato nekatere device bodo prišle do tega, nekatere device mogoče ne v 4. tednu, ampak tle videti v bistvu desetica kelihov vedno nakazuje na kako se reče, sreča do konca dni. Ali ne vem. Torej, boste prišli tukaj do nekega lepega zaključka, torej tisti zaključek, ko na koncu veš, da bo še naprej, da te čaka v bistvu nekaj lepega še dolgo dni. Ali, v bistvu, recimo, ne vem, če gre tukaj za neko poroko ali pač karkoli, je tukaj videti v 4. tednu, da boste spoznali, da je to nekaj, kar ste si želeli in na nek način boste spoznali, da je to, da ste uspeli ustvariti neko pravljico iz svojega življenja. Ne vem, mogoče se to sliši malček preveč fantazijsko, ampak za marec bo za dosti znamenj zelo tak pomemben mesec, ki bo marsikaj spremenil. Tako da jaz bi rekla, da vas tukaj čaka v vsakem primeru nekaj lepega. In karta zaljubljenca kaže na to, da je tukaj mogoče, da bo tukaj v bistvu prišla tale priložnost, ki smo imeli tukaj, se pravi ta združitev v 2. tednu, bo v 4. tednu prišla do neke končne oblike. Nekako tukaj se bo začelo nekako vse odvijati, ali kako bi rekla. Je pa videti tukaj, da vas potem konec meseca spet pričaka neka priložnost, ampak dajmo pogledati lekcije, ker zdaj zaenkrat tukaj mi še ni točno čisto jasno, kaj bi to lahko bilo. Ja, življenje bo definitivno zahtevalo od vas v tem mesecu, da ste ponosni na to, kar ste do zdaj dosegli in da se zavedate teh vaših uspehov, da niso tako majhni, kot se vam zdijo. Tudi če se vam zdijo nepomembni, morate se zavedati, da so te uspehi, ki ste jih do zdaj dosegli, zelo pomembni in vam lahko pomagajo v bistvu doseči to, da boste uresničili te vaše sanje. In zdaj, jaz bi tudi rekla to, recimo glede na to, da imamo kot osrednjo karto Luna in to so karte strahovi, da nekatere device se boste preveč predali strahovom in mogoče ne boste prepoznali tukaj, da je to nekaj lepega, kar se razvija. In zaradi strahov boste mogoče spregledali vse te lepe dogodke oziroma lepe možnosti, ki se vam bodo v tem tednu odpirale. Ampak pomembno je, da tukaj vseeno ostanete skromni. Zdaj, tiste device, ki ste nekako rade ostajate skromne, bo pomembno, da se zavedate teh vaših uspehov. Tudi če se vam ne zdijo tako velike, je pomembno, da jih nekako ozavestite in da ste ponosni na njih. Za tiste device, ki pa se rade na nek način hvalite tudi z majhnimi uspehi, pa bi bilo mogoče dobro, da v tem tednu ostanete nekoliko bolj skromni in se osredotočite samo na tiste pomembnejše uspehe. Tako, device, jaz vam ful svetujem, da pridete tekom meseca, da pridete še enkrat pogledati napovedi in pogledate za nazaj in za naprej, zato ker enkrat, kadar se začne življenje odvijati, potem lažje povežemo te pomene z nekimi konkretnimi situacijami in potem tudi lažje predvidimo, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Jaz upam, device, da vam je bila ta epizod všeč, stisnite mi kakšen like, rada bi se tudi zahvalila vsem donatorjem, ki ste prispevali v ta kanal, kvaliteto smo že uspeli malček izboljšati, nisem še tam, kjer bi si želela, ampak delam na tem. In ja, to je to za enkrat in se vidimo potem konec meseca v novi napovedi.